Pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. 3 tedne zapored civilna iniciativa Pohod za življenje organizira pohode v različnih slovenskih mestih. Videli smo ga v Kopru, v Mariboru, no ta konec tedna pa bo tudi v Ljubljani, že tradicionalen 5. po vrsti, od leta 2020 ga organizirajo in njegova pobudnica je naša današnja gostja, gospa Urša Cankar Soares. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes ne bo tabu tem, obdelala bova vse ozadje vašega boja oziroma vašega življenjskega prepričanja do vseh očitkov, s katerimi se vsako leto soočate, ko smo v tem letnem času, v začetku oktobra. Tule imava sliko, to so zastavice, ki ste jih pred nekaj dnevi znova zapičili na Kongresnem trgu. Lani so vam jih protestniki populili. Koliko jih je? Slišim, da 200. Kaj pravzaprav predstavljajo? Slišal sem, da naj bi ena zastavica predstavljala 20 otrok. Od kje te številke? Nam lahko najprej to poveste. Ja, se pravi, mi smo tukaj nekako želeli narediti en tak performance, ki bi bil malo bolj vizualen za ljudi, ker če mi rečemo, mislim, da je bilo malo 2020 ali 2022 statistika iz NIJZ-ja, da je bilo nekaj čez 2000 in še nekaj splavov. Mi smo to nekako želeli preračunati v nekaj bolj predstavljivega in smo rekli šolski razred, okrog 20 otrok. Dodali smo še nekaj številk, ker je veliko tudi teh jutrnih tablet, ki jih vzamejo, pač po spolnem odnosu in so verjetno tudi tam nekaj otrok izgubi. Do teh smo tudi imeli informacije, da prav vsi splavi ne gredo v statistiko, tako da smo nekako eno tako zaokroženo številko dali, okrog 3000, lahko jih je tudi več, upam, da ne. In nekako se mi zdi, da je to eno tako simbolni grobek, ki ga ti otroci nikoli ne bodo imeli, hkrati pa se mi zdi lepa priložnost, da prinesemo v slovenski prostor en moment v letu, da damo ljudem, da se o tej temi pogovarjajo. Recimo včeraj, ko smo tam stali in so prišli ljudje mimo in jih je kar nekaj ostalo še dolgo časa med sabo v pogovoru in meni se zdi to zelo pomembno, no. Da se ljudje, tudi če se ne strinjajo z nami, če imajo drugačne poglede, da se o tej temi pogovarjajo, da ni izrinjena čisto ven iz naše družbe. Lani, pravi, lahko rečeva incident, protestniki, levičarska novinarska aktivistka Sara Štiglic, ki je bila del kabineta predsednice republike, Nataša Pirc Musar, ga je morala zapustiti, zato ker je sodelovala v tem puljenju zastavic. Kako ste vi razumeli njihov protest? Letos so tudi prišli, ne, ampak so potem nekaj lepili na zastavice, niso pa jih pulili, ne, jih je izučila. Kako ste vi to videli? Ja, jaz mislim, no, da jaz sem bila nekako, kaj naj rečem, od lani do letos se je večkrat pojavila ta tema svobode govora in se mi zdi, da je zelo pomembna tudi zelo pomembna tema, ki jo moramo v slovenskem prostoru odpreti, ker se v Evropi pojavljajo taki ekstremi, da ljudje grejo v zapor, ker v mislih molijo pred porodnišnico. To je tak absurd, da si ga težko predstavljamo, ampak ravno kar je v Angliji sta 2 taka primera, voditeljica Pohoda za življenje, gospa Izabel, je bila ravno kar tega oproščena in zdaj je drugi gospod v sodnem postopku. Ravno te dni so imeli sodišče in te stvari in se mi zdi, da se je treba o tej temi pogovarjati, ker svoboda govora, jaz mislim, da je res osnova naše demokracije in če tukaj pademo, potem jaz ne vem, kam gremo, ne. In se mi zdi, da je prav, da je ta incident v lani požel toliko pozornosti, zaradi tega, ker moramo v kali ustaviti te njihove poskuse, da nas vržejo ven iz družbe. Kako ste razumeli besede predsednice republike? Rekla je, z vami se ne strinjam, kajti pravica do splava je zapisana v Ustavo Republike Slovenije, ampak imate pa pravico povedati, kaj mislite. Ja, tako kot ste rekel, no. Jaz nič drugače. Meni se zdi pomembno, da je predsednica kot pravnica, čeprav vem, da je ona to jasno povedala, da vsak državljan ima pravico, da govori o temi, s katero se on ne strinja in to javno izrazi, ker imamo pač to možnost, da lahko imamo shod, lahko imamo pohod, lahko imamo protest, kar želimo, to je naša pravica. Ampak predsednik vlade Robert Golob
se opravičujem, ker sem prekinil, pa je bil bolj kritičen, ne? Pravica svobode govora se konča tam, kjer se začne pravica drugega in pravica do splava v Sloveniji obstaja. A vi posegate s temi zastavicami, ko opozarjate na otroke, ki so bili splavljeni in se nikoli niso rodili, v pravico drugega do splava? Veste kaj, jaz mislim, da moramo mi v našem okolju, v naši družbi govoriti o vsaki temi, ki je moralno sporna. In jaz sem prepričana, da se v tem, da je splav moralno sporna tema, strinjamo tudi s tistimi, ki splav nekako pač podpirajo. Ker mislim, da je bila tudi gospa Kovačeva, ki je sama rekla, da sej, splav ni lih nekaj, ni nek žur, ali kako je že en se izrazil. Je tudi sama dala vedeti, da v bistvu splav ni fajn. Ne? Se pravi, zakaj se ne bi mogli o tem potem mi pogovarjati? Zaradi tega, ker oni mislijo, da v 55. členu imajo oni tam vse zagotovljeno. Jaz res mislim, da mi v 55. členu tam nikjer ne piše, splav je pravica ženske. V 55. členu piše, da ima par možnost izbire, kdaj bo imel otroke, koliko jih bo imel, da noben te ne more prisiliti, da jih boš imel 5, če si jih ne želiš 5, da te noben ne more reči, da jih imej zdaj, če bi jih imel ti čez 5 let. Ko pa otrok že enkrat je, in mi vemo, znanost je toliko napredovala, da mi si ne moramo več zatiskati oči, da v maternici ženska nima človeka. No, saj do tja še prideva, ampak ne, ustava je nad vsemi. Ne? Ustava je, pisali so jo najbolj ugledni pravniki, povzeli po nemški. Bila naj bi na nek način izhodišče naše pravne ureditve. Ne? Zato pravijo, da če se ne strinjate s tem, kar piše v ustavi, potem se oni ne morejo strinjati s takšnim pohodom. To je tisto moje vprašanje. Ne? Jaz imam, kar se tiče ustave, sigurno bi rekla, nimam dovolj informacij, da bi bila mogoče dober sogovornik v zvezi s tem. Ampak možno si jo interpretirati drugače. Kakor je pa meni znano, je, da je v času, ko je Slovenija se osamosvojila, da so takrat bili eni zelo močni lobiji za splav, ki so nekako izsilili, da je to takrat šlo v ustavo. In to je v bistvu zelo izreden primer v Evropi. Ti nikjer, mislim, to ne more biti ustavna pravica vzeti drugemu človeku življenje, in če noter je ta člen, kakorkoli že interpretiran, ki ga jaz, kot sem že rekla, ne znam niti prav interpretirati, ker bi rabila več pravniškega znanja, ampak meni je že samo to dejstvo, da je ta člen 55 v nasprotju s 17. Meni osebno to ne gre skupaj. In jaz sem prepričana, po celem svetu so debate okrog splava. Mi vidimo zdaj, ko je v Ameriki padel Roe proti Wade. Država je razdeljena. Toliko držav je v toliko kratkem času popolnoma prepovedali splav. Imajo res zakon zelo spremenili. Kako mi potem nam v Sloveniji bojo pa usta zavezali, da mi ne smemo o tem nič govoriti? Ja, jasno, da bomo mi o tem govorili, če se taka krivica dogaja tako veliki skupini ljudi, kot so nerojeni otroci. Jasno, da moramo o tem govoriti. In jaz mislim, da je to vsakemu jasno, tudi predsednici, tudi če je ona. Stranka Levica meni, da vi o tem ne smete govoriti. Ne? Objavljen je bil tudi zapis na socialnem omrežju X, da so naslovili pobudo na vse 3 občine, naj vam ta shod prepovedo. To se na koncu ni zgodilo. Ampak imate kakšne informacije, vas je kdo z občine kontaktiral, ne veste nič o tem? Mislim, to drugače vem, da so to poskusili in so dobili odgovor iz občin, da oni tega ne morejo narediti, in tam se je zgodba končala. Tako da potem so še poskusili s tem objavo na X in so dobili polom, niso si niti upali odpreti komentarjev, ker samo tisti ljudje, ki so to delili, se mi zdi, da lahko dobite vse odgovore. Jaz sem se precej sva se z možem zabavala, ko sva to brala. Ampak ja, jaz mislim, da takega koraka nazaj si pa res ne moremo kot država dovoliti, da bi šli na tak način. No, je bil pa kar jugonostalgičen tisti zapis. Ne? Jugoslavija je v bistvu že leta 1970 dovolila splav, ne? In bila med najnaprednejšimi v Evropi, so napisali. Ne? In zdaj nam ti ljudje v letu 2024 želijo to pravico vzeti. Mi vemo, da je splav se začel v Rusiji. Ne? Tudi vemo, leglo česa je bila Rusija. Ne?
In se pravi, to ni nič novega, da komunisti želijo imeti možnost se znebiti ljudi. Ne? In jaz mislim, da jaz svoje poslanstvo čutim bolj na drugi strani. Mogoče malo stran od tega političnega dela, če tako rečem, ker moje srce bolj gori za to, da bi mladi zvedeli resnico o nerojenem življenju, da bi slišali zgodbe, tukaj bo mogoče lahko potem še kakšno besedo rečejo o teh ljudeh, da bi slišali zgodbe o resničnih ljudeh, ki grejo čez resnične stvari. In se mi zdi, da to njihovo iz leta v leto ponavljanje, pravica gor in dol, se mi zdi, da bo letos lahko dobila čisto drugačen ton, ravno s temi ljudmi, ki smo jih povabili na pohod, ki bo to soboto. Tako da. Neki protest se je v Kopru vendarle spet zgodil. Navajeni ste jih že vsako leto, vam pripravijo proti protest. Ne? Eden izmed zanimivih sloganov, ki jih je vedno slišati, stran od moje maternice. Počutje so ogrožene. Kako vi gledate na to? Ja. Dve stvari. Mogoče najprej to povem, da to je dejstvo, da cilj njihovih protestov je samo, da pač nam vzame medijski prostor, da naredijo hrup in požanejo 3/4 prostora, in da se naše sporočilo v prid življenju ne bi slišalo. To se mi zdi, da to gledalci morajo pač to razumeti. Zato se mi zdi pomembno, da vsak, ki ga nagovori ta tema, se mogoče tudi čuti poklicanega, da kakšne naše vsebine vseeno deli, zaradi tega, ker sicer mi ne pridemo med ljudi. Zato sem jaz tudi vam zelo hvaležna, da lahko se o teh stvari več debatira, in se vedno več, no. Ampak da res se mi zdi, da smo vsi poklicani, da delimo v svojem okolju, kar nas nagovarja. Mogoče bo nekomu težko stisniti share, ko bo tale posnetek pogledal, ampak jaz res vabim vse ljudi, da delijo naše vsebine, da ne pridejo, ker na pohodu za življenje bodo spet rekli, da sta bila 2 shoda. To ni res. Mi smo ga pripravili, za njega garali, oni bojo pa prišli, prinesli vne svoje vulgarne sporočila in poželi 3/4 prostora. To je ena stvar. Druga stvar, s katero ste me pa vprašal glede ravno teh vulgarnih sporočil ven iz moje maternice in tako naprej. Jaz sem ravno v Kopru prav temu izrazu posvetila nekaj časa v svojem nagovoru, ker se mi zdi, da so te levičarji, če tako rečem, prav specialisti, kako ene res lepe stvari narediti grde. Mene je nedolgo nazaj nagovoril stavek Matta Freda, en pač youtuber katoliški, ki je rekel, da tisto stvar, ki je res zelo lepa, ki je najlepša, se da najbolj pogršati. Če ti vržeš tam po tleh eno kanto smeti, težko še kaj grškega iz tistega narediš. Iz česa se pa da narediti? Kaj pa se da najbolj uničiti? Kaj se da najbolj pokvariti? 2 najlepše stvari, ki jih imamo mi. Kaj sta 2 najlepše stvari? Sta ljubezen med moškim in žensko, spolni odnos med moškim in žensko in otrok. Novo življenje, ki pride iz te ljubezni med dvema. In to se da pa najbolj uničiti. Pornografija je večji aparat kot cel Hollywood. To je taka masovna industrija, da uniči to prvo, kar sem rekla, in splav je ogromna industrija, da uniči to drugo. Da uniči otroka. Da ne govorim, kako lahko še uniči ta svet otroka, kako se pa rodi. Zdaj je velika tema human trafficking, otroke in skratka, to je še cela velika tema. Lani je šel ven ta film Sound of Freedom, ki se mi zdi, da ne bi smel biti spregledan. No, skratka, in se mi zdi, da maternica, oni govorijo o tej maternici, ampak maternica je toliko lepa beseda. Maternica ima ime po materi. In se mi zdi, oni to vse pogršajo. Maternica je toliko lepa, nikoli ne bi, maternica je čisto neuporabna v ženskem telesu, če ni not otroka. Ona nič nima, nobene druge funkcije. In oni to mažejo in mažejo in mažejo. In se mi zdi, jaz želim tudi temu nekako narediti en konec in tudi čutim svoje poslanstvo, da teh njihovih besed ne mislimo več uporabljati in jih bomo polepšali. Ker splav, če tako rečeš, kaj je to splav? Zadnjič sva bila z možem, ko imamo prvič, ko smo bili na enem
Smo bili na eni predstavi in je bil gusar Berto in je tam mož me pogleda, ker ne zna tako še dobro slovenski in sliši, da je šla na splav in ona tako pogleda, splav. Splav nič ne pomeni, splav je nekaj skup zvezanih dil, da greš čez reko. In mi s to besedo označujemo to, kaj se zgodi pri otroku. On izgubi življenje nasilne smrti. In se mi zdi, mi moramo začeti uporabljati prave besedišče. In to je zelo pomembno, če želimo to temo pripeljati na en drug nivo. Pa vendarle, ne? Še eno vprašanje sem imel, ki ga niste čisto odgovorili. Zakaj se te ženske, ko vi pridete vsako leto s plakati Pohod za življenje, ko opozarjate na nerojene otroke, na otroke, ki so umrli kot posledica splava, zakaj se počutijo ogrožene? Počutijo se, da jim želite pravico do splava vzeti? Meni je prišlo zdaj na misel ena stvar, o kateri kar precej razmišljam zadnje čase in se mi zdi zelo pomembna in se mi zdi, da gre z roko v roki s to temo. In sicer, materinstvo. Ker meni se zdi, da je v vseh teh letih podoba družine se vedno bolj maže. Da je materinstvo neka eno zasužnjenost, ti si tam za štedilnikom dobesedno, s tabo ni nič, z unimi otroki brišeš riti in usta in to je. In skratka, in če to iz generacije v generacijo govorijo vsem, da je bož, da je več od tebe, če ti greš in si zaposliš pa enemu, ne vem, bom rekla, naj se nihče ne identificira, ampak recimo v eni pisarni in tam prineseš, ne vem, nekdo ti reče, kaj naredi in imaš ti tam opraviš svojo službo in si nekaj naredil in si nek pomemben član družbe v primerjavi z mamo, ki tam samo otroke rihta. Ampak mi, če ne bomo materinstvu dali vloge, ki vzgaja novega človeka, ki vzgaja nove generacije, če bomo mi mislili, da je veliko več vredno to, da nekdo izpolnjuje navodila šefa, kakor da svojega otroka pa medtem damo v popolnoma levičarske šole, da cele dneve jih imajo oni na čez in jim perejo možgane. In jaz takih primerov veliko vidim, ker se srečujem z ljudmi, ki nam želijo pomagati, njihovi otroci so pa pro-choice. Mi moramo povzdigniti materinstvo na pravo mesto, ker odnos med mamo in otrokom je nekaj najlepšega, kar je na svetu. Jaz toliko ljubezni tudi od moža, mislim, ne, tako, če se malo pohecam. Otrok te gleda, on te tako zaljubljeno gleda, da tega nikoli več v življenju ne doživiš. Ti si njemu vse tistih nekaj let. Oče tudi, ampak kljub samo je mama tista, ki je prvi na njo navezan otrok. In se mi zdi, da te levičarke, one noče biti mame. One čutijo otroke kot grožnja njihovemu življenju. Ali ne dopuščate možnosti, da nekatere ne morejo biti mame, pa da so zaradi tega postale takšne? Seveda. Meni je to zelo boleča tudi tema in vsekakor imam spoštovanje do te teme in vem, da je nek procent teh ljudi in lahko tudi zaradi tega zelo trpijo. Moramo pa tudi vedeti, da je pa tudi velik procent teh, ki so pa že naredile splav. In v njih je ta rana nezaceljena. In one, recimo lansko leto, na tiste aktivistke, ki so bile, prišla ena gospa, pena je šla skoraj na iz ust. Kaj vi delate? In skratka, da ne bom razlagala vse, kaj je govorila. Prišli smo na koncu tega, da je ona sama naredila splav. In ona je zdaj neka velika aktivistka, ona hodi po celem svetu in uči ljudi, koliko je to fajn. Ta bolečina v njej je pa neozdravljena. In ona more s tem, da druge ljudi prepričuje, da je to fajn, ona s tem kompenzira ta svojo bolečino. In takih ljudi, če je vsak 5. otrok splavljen v Sloveniji, je potem tudi nek procent teh ljudi, ki jim je to na tak način, da se za to aktivirajo, kompenzirajo to svojo izgubo tega otroka. Gospa Soares, vračava se k izvornemu vprašanju, ne? Vaši shodi so namenjeni življenju, opozarjanju na to, da so od spočetja to otroci, živa bitja, da niso zgolj skupek celic, kot ga iz nekega medicinskega vidika nekdo imenuje in politika je to uporabila in nekam zapisala. Ampak, a je vaš končni cilj doseči prepoved splava? To je zdaj tisto ključno vprašanje,
zaradi katerega marsikdo v vas vidi grožnjo, da dejansko želite doseči prepoved splava. Verjetno vam nihče ne bi toliko zameril teh shodov, če bi opozarjali na življenje in kako je super, če se ne odločite za splav, če ne bi v podtonu bilo slišati tudi, da dokler bo splav dovoljen, bo to narobe. Ja, jaz saj ne, da bi vedela, mi se zdi, da nobenemu od teh pohodov do zdaj nismo mi kričali ali pa vpili ali pa rekli, dajmo mi zdaj prepovedati splav. Jaz sem to, mislim, da sem tudi že tukaj v tem pri vas tudi rekla, da jaz ne bom rekla, da si ne bi želela, da bi bil splav prepovedan. Ker veliko pač več mogoče kot na en drug človek malo te stvari spremljam. In gospod Callum Miller je en zdravnik, ki je kot doktor medicine svoje poslanstvo posvetil temu, da statistiko iz celega sveta zbira skupaj in izobražuje ljudi čist na podlagi statistike, kaj pomeni v državi, kaj pomeni za zdravje žensk, če je splav prepovedan, kaj pomeni, če je tak zakon ali tak ali tak. In iz tega čist njegovega znanstvenega dela je dejstvo tudi to, da v državah, kjer je splav prepovedan, so ženske bolj zdrave. Zakaj? Zaradi tega, ker splav ni samo se ti rešiš unega otroka, pa si ti svoj problem rešil, ampak splav je tudi posledica naslednjih nosečnosti, kakšno je zdravje žensk v naslednjih nosečnostih, so še razne druge komplikacije, tudi mentalno zdravje žensk, koliko je več misli samomorov in vseh teh posledic, ki jih ne priznavajo, da splav prinaša kakršnekoli druge posledice. Tako da, ja, jaz mislim, da je mogoče se malo lahko nazaj vrnem na to, kar sem prej govorila. Zakaj mislim, da si one, samo da se mi pojavimo, oni že nas označujejo. Oni ne rečejo, da smo jim pohod za življenje, oni govorijo nasprotniki splava. Jaz mislim, da to je pač to isti odgovor, kot je bil Ampak prej. tako vas imenujejo tudi osrednji mediji, nasprotniki splava. Kateri osrednji mediji? Največji medij v državi. A res? A ne? Ja, sej. Oni pač, mi vemo, kdo je tam glavni. Kdo ima pri njih glavno besedo? Te zastavice, Ja. lani, letos. Eden pogostih očitkov, ki ga slišim, je, da v bistvu s temi zastavicami zbujate neke vrste psihično nasilje oziroma ga povzročate ženskam, ki recimo gredo po Kongresnem trgu, pa je naredila splav, je morda žal in zdaj gleda to zastavico, ki opozarja na nerojenega otroka, morda se o tem prepozna. Skratka, da izganjate tudi vi s temi zastavicami psihični teror. A sprejmete ta argument? Jaz ne rečem, da je sigurno nekaj žensk, ki to občuti, ko gre mimo. Jaz sem to prepričana. Ne moremo pa mi zaradi tega, ker je nek procent žensk, ki še niso prepoznale, da so pač s tem, ko so naredile splav, vzele življenje človeku in je v njih še vedno ta boj. Vemo, čisto sigurno vemo, da je pa tudi veliko žensk, ki so že šle na drugo stran in so glavne, v bistvu največje aktivistke na svetu proti splavu so tiste gospe, ki so same naredile splav. Recimo Abby Johnson, ona je bila 8 let direktorica klinike za splave Planned Parenthood, imela še celo njihovo največjo nagrado, je požela enkrat, sama naredila 2 splava. Po mojih pojmih je ona ena največjih aktivistk na tem področju. Zakaj? Zakaj, če bi njo zbujali krivdo? Zakaj ravno ona o tem največ govori? Zaradi tega, ker je ona prepoznala, da je to nje tako škodo naredilo, da si ona tega ne želi za druge. In ona sama ve, da je s svojim 2 otrokoma vzela življenje. In ona to drugim ne privošči. In tudi po vsakem pohodu, tudi zdaj, po vsakem pohodu za življenje, skoraj po vsakem, se meni zgodi kaj? Da do mene pride kakšna gospa s solzami v očeh in se zahvaljuje za ta dogodek.
In potem jaz vprašam, kaj pa je, in pove, jaz sem sama imela izkušnjo splava. Hvala vam, da vi o tem govorite. Zakaj se ona meni zahvaljuje? Zaradi tega, ker ona v meni in v tem, ki smo prišli skupaj, prepozna ljudi, ki njenemu otroku ne rečejo skupek celic, ampak mu rečejo, ta tvoj otrok je bil nekaj vreden. On je bil tudi otrok, on jim nekaj pomenil in ona to globoko v svojem srcu ve in čuti in ona želi to potrditev dobiti. In tudi sama imam to izkušnjo prijateljice, ki se je mogoče tudi moje poslanstvo tudi zaradi nje nekako začelo. Ona je tudi prišla na pohod za življenje in je rekla, da je čutila v zraku eno veliko spoštovanje. In jaz si želim, kar si jaz srčno želim, je, da bi vse te gospe, ki grejo tukaj jezne mimo, se vprašale, zakaj so one jezne. Poslušaj, a bi kdo se jezil, če bi bila jaz tam rekla, glejte, tokle kočnikov mi na leto vržemo stran, taki lepi zobje, pa jih kar mi stran mečemo. Ne, vsi bi rekli, ta je malo zmešana, o čem ona govori. A ne? Nobena štiglica mi ne bi nič ven metala, predsednica se ne bi nič oglašala, nič ne bi bilo tem, noben me ne bi povohal. Zakaj se ubadajo z nami, če je to skupek celic? Zakaj se kdo sploh spotika? To so ljudje. Vsak nerojen otrok je človek, mi ne moramo z ljudmi delati karkoli hočemo. Ne moramo. A ne? Tudi če je toliko majčken, a ne? Mi vsi vemo, da kaj se rodi je novorojenček, ni odrasel. Jaz svojemu novorojenčku ne morem delati kitk. Vsi vemo, da je en dan preden se je rodil človek, ker pač, a bo rok, zdaj noben se skoraj ne rodi na rok. Vsi vemo, da je en mesec prej, 2, 3, 4, 5, gremo nazaj do začetka. On je od trenutka, ko začne obstajati, on človek. Samo je toliko manjši. Jaz ne morem od mojega novorojenčka zahtevati, da mi gre in mi zrecitira nekaj na violino ali pa eno deklamacijo pove. Zakaj? Ker je še premajhen. Ne morem jaz od, otročka pri 8. mesecu nosečnosti zahtevati, da bo imel že pljuča, ali pri 7., da bo imel že pljuča razvita. Zakaj? Ja, ker še ni imel časa. Njemu je samo manjkal čas. In ne moramo mi reči, da je nekdo vreden, da bo živel, ker je imel dovolj časa, drug, ki pa še ni imel dovolj časa, da se razvije, pa ni vreden življenja. To ne zdrži. To ni resnica. Resnica je, da je vsak človek in vsak človek bi mogel imeti pravico do življenja. In se mi zdi, da tudi te naši gostje, ki so letos prišli, ki jih je gospod Antonijo pripeljal, če bo še mogoče kakšno besedo o tem spregovorila, se mi zdi, da tudi oni so ravno priče tega, da je vsak... Prideva do tja, ampak ko gledava te zastavice, ne, tukaj vidim imena Cristiano Ronaldo, Sylvester Stallone, Justin Bieber, ne, sama slavna imena, Steve Jobs, Cher. Kaj sporočajo ta imena? Torej, mi smo letos poskušali dati v ospredje našega pohoda za življenje to, da obstajajo ljudje, ki splav preživijo. Ker želimo pokazati, da splav ni neka beseda, moje telo, moja izbira in te zadeve, kar poslušamo, in pravica in ustavna pravica, ampak da je splav, za splavom stoji človek, ki ga ne bi bilo, če ga ne bi preživel. Mislim, da je zgodba od Cristiano Ronaldo ena najbolj znanih. On je v zelo revni družini bil spočet in je, zelo revni so bili. In je pač bil pritisk na mamo, da naj ga splavi, in ona ga ni. In on še danes, on to točno ve. In zato za mamo skrbi skozi, ker on nje dolguje svoje življenje. In tako naprej. Sylvester Stallone je ena najbolj, bi rekla, kako se reče, zgodb, ki so najbolj sveže. On je imel podcast s svojima 2 hčerama in so imeli to temo o njegovem otroštvu in oni 2 sta bili v šoku, ki je on rekel, ker nista sploh tega vedeli. On jima je rekel, da mu je mama povedala, da je on živ zato, ker obešalnik ni delal. In oni 2 sta bili čisti sebe. Nista vedeli nič o tem. In še celo mama mu je rekla, da če bi on bilo z njim kaj mentalno narobe, da bi ga pustila na okenski polici, da bi zmrznil. A ne? In Celine Dion, vemo z njeno zgodbo, Bieber... Ne vem zgodbe Justina Bieberja. Justin Bieber je, mislim, da nekaj zelo podobnega kot... Njegova mama je bila 17 let stara, ko je pač on nastal, in je ravno tako bila zgodba o tem, da bi pač ga splavila. In ona se je odločila za življenje in pač se, če jih pogledaš skupaj, sta kot brat pa sestra.
In Celine Dion, Steve Jobs. Celine Dion je 16. otrok, v resnici njegove zgodbe ne moram reči, da ne poznam zelo dobro. Celine Dion je bila, mislim, da 16. otrok. Je mama pač verjetno imela dost, ne. In je rekla, kaj ne zdaj še z enim otrokom. In je šla po nasvet k duhovniku in je pač duhovnik je svetoval, naj jo pač obdrži. In zdaj, mislim, ona je meni ena najboljših pevk, to, kar rada poslušam. In tako naprej. Se pravi, te ljudje, pod te plakate smo napisali predlagan za splav oziroma skoraj splavljen. Obstajajo tudi ljudje, ki pa so dobesedno izvajali splav, pa so preživeli. Zaradi tega, ker so bili ali takrat drugačne tehnike izvajanja splava, ker niso se bile še tako dodelane, kot so zdaj. In to je recimo gospa Melissa, ona je bila splavljena z eno kislino in je bila, namesto da bi, to so delali takrat med 17. in 21. tednom nosečnosti, njen zdravnik pa pač ne vem, po katerem čudežu, ona bila 30 tednov stara, ko je to on se lotil in je ona se rodila ven, vsa opečena, ampak je bila živa. In zato ona živi. Gospa Claire, ona je pa bila nosečnost dvojčkov in so pač delali ta aspiracijski splav, ko ven potegnejo z močnim sesalcem in so mislili, da so vse dobili ven in so dobili pač njenega dvojčka, njo pa ne. In je mama čez nekaj časa prišla nazaj na pregled in bila še vedno noseča in pač je potem jo donosila. In zdaj, ravno te dni je prišel ven na Live Action, to je ena največjih ameriških organizacij, ki so najbolj prisotni na spletu. Zelo pretresljivo soočenje teh dveh gospe, Melissa in Claire, z dvema bivšima aborcionistoma, ki sta tudi v bistvu vsak eno svojo pot spreobrnenja doživela in so se skupaj za isto mizo usedli. In to je res ganljivo gledati, no. Mene zelo ganilo. In so si v bistvu drugemu odpustili. Ker ko ti vidiš, da je to človek, in tudi v Sloveniji bomo zdaj imeli letos ljudi, ki so splav preživeli, jaz mislim, da nekaj se mora zganiti v tvojem srcu. To je človek, ki ga drugače ne bi bilo. In kaj je on manj vreden od enega drugega, na katerem je pa splav uspel? In ga nikoli ne bomo se spominjali, nikoli ne bo nobenega pesmi napisal in tako naprej. Nikoli ne vem, niti ene zastavice mu noben ne bo postavil tja. Jaz nekako probam o tem razmišljati. Jaz se malo prisilim, da o tem razmišljam. V teh dneh ste gostili tudi Brazilca, ki je posvajal otroke, ki so splav preživeli, pa jih potem nihče ni hotel. Številni danes živijo s posebnimi potrebami, ravno zato, ker niso dočakali zdrave nosečnosti, ker so jih poskušali splaviti. Tako, res smo ravno zaradi tega povabili jih v Slovenijo, ker smo si želeli pokazati Sloveniji obraz splava. To, kar sem že prej govorila. In ta gospod Anton ima res tako res lepo poslanstvo. Meni bi si res želela, včeraj smo ga tudi gostili v naši družini na eni večerji. In meni je ena želja, da bi ga res vsak lahko spoznal, ker ima res čudovito delo opravlja. Se pravi, on je začutil kot 27-letnik, da bi imel priložnost, da je šel v eno institucijo, kjer so imeli te zapuščene otroke. In je eden od fantov ga vprašal, če bi on postal njegov oče. In to njega zelo ganilo, pa rekel, ne vem, kaj ne s tem. In nekako skratka, da te zgodbe cele ne govorim, ker je daljša. Potem je on dobil prepoznal ta klic tudi od Boga, da naj on za te otroke poskrbi, za katere noben noče skrbeti, ker je on videl veliko trpljenja v tej instituciji, so zelo slabo delali z njimi. In potem je po molitvi in po razločevanju je potem jih 4 posvojil. En od teh je bil tudi ta fant, ki ga je vprašal, če bi bil postal njegov oče. Ker oni so si želeli imeti starše. Se mi zdi, to ta globoka potreba vsakega človeka, da bi imel mamo in očeta. No, skratka, on jih je potem posvojil in je potem to zraslo do te mere, da je danes 400 ljudi v eni taki, bi rekla, neke vrste vasici živi in dela za te ljudi. In 25 od njih jih je bilo na njih poskus splava, ostali so pa pač tudi zapuščeni otroci in so zelo različnimi zgodbami. In se mi zdi, da res
on prinaša res sporočilo ljubezni do teh otrok in sporočilo odpuščanja, hkrati pa tudi zelo skrbi za nosečnice. Pa lahko. Ti ljudje, ne, ki so splav preživeli, vi ste, verjamem, da z marsikom od njih govorili, ne. Kako se soočajo s tem, da tudi ne živijo normalnih življenj ravno zaradi tega? Ampak če bi pa splav uspel, jih pa sploh ne bi bilo. Tako, ja, zelo dobro vprašanje. Ravno včeraj smo govorili potem s tem gospodom Aleksom. Aleks je slep, mentalno je malo prizadet, je pa se da z njim pogovarjati. In mene je zelo ganila ta njegova zgodba, no. Je res, on res je odpustil je staršem, hkrati pa on res pričuje, da on rad živi, a ne. On tudi to svoj primanjkljaj nekako s tem živi in sprejema in je nekako hvaležen za to, kar živi, a ne. S tem, ko sem govorila tudi recimo z gospo Meliso, a ne, ko smo bili pozimi v Washingtonu. Zelo, kar sem jaz od nje odnašam, je pa to, je bolečina, že ta bolečina zavrženosti, ona je bila posvojena, a ne. Da si ti posvojeni, na neki točki izveš, da ne samo, da si bil posvojen, že to samo po sebi je težko, ampak izveš, da te tvoji starši niso hoteli, so te celo hoteli splaviti. In to izveš in s tem moraš ti skompenzirati, ti moraš čez to iti. Potem pa še, na vrh tega, se moraš pa še s tem svetom ubadati, ki ti pa skozi govori, da tebe ne bi smel biti. To je pa še največji križ, katerega oni zdaj živijo. Ker oni se z njimi grdo pogovarjajo. Oni jih ne priznavajo, oni jim govorijo, da so smeti in take grde stvari. In to je pa res boleče, a ne. In oni jim govorijo, vi ste celo razlog za to, da mora biti splav legalen. Kar mrazi me, ko povem to, bi mogoče, če bom imela priložnost, povem to zgodbo te gospe. Povejte jo. Ena gospa, gospa Melisa potem zdaj vodi organizacijo, kjer združuje te ljudi, ki so splav preživeli, in z celega sveta se ljudje oglašajo in govorijo o tem. In jaz si tudi želim, da bi tudi v Sloveniji, če kdo ve, da je splav preživel, da bi lahko vedel, da obstajajo skupina ljudi, s katerimi se oni lahko pogovori in da ga bo nekdo razumel. Zdaj ne vem točno, kako se reče te organizacije, ampak mislim, da se reče Abortion Survivor Network, nekaj takega. Gospa, ena od njih, ko smo potem imeli delavnico, kjer so 4 od njih govorile, vsaka od njih zgodba sama zase čudovita, ampak ena od njih je pa rekla, jaz sem že zdaj nedolgo nazaj za to svojo zgodbo izvedela in zdaj po vsem tem moram nositi še to, da mi govorijo, zaradi takih, kot si ti, so mogli ustanoviti ta Roe proti Wade. Da ima ona še to težo nosi na sebi, da je toliko in toliko milijonov otrok moglo umreti zaradi tega, ker so taki primeri, kot je ona, ne bi smeli biti. A ni? In zdaj so dali dobro iztočnico, ne. Ti ljudje živijo tudi zato, ne, govoriva o brazilskih otrocih, ne, ker je tam splav prepovedan, če prav razumem, ne. In zdaj imamo Inštitut 8. marec, ki zbira podpise po Evropi, milijon jih želi nabrati, mislim, da jih manjka še okrog 300 000, da so ravno pred dnevi imeli največjo akcijo zbiranja podpisov v živo. Ljudje pridejo, podpišejo, je pa njihov cilj zagotoviti varen splav, ne. Zdaj, če bi v Braziliji varen splav bil, teh ljudi ne bi bilo, ne. Ti ljudje so ravno posledica tega, da ni varnega splava v Braziliji, ne, zato ker pač bolje je splav varen, bolje je medicinsko kontroliran, bolje učinkovit, ne, lahko rečeva. Tako. Jaz bi samo rada vzela eno besedo stran, varen. Ker se mi zdi, da to je tako zmanipulirano. Varen splav je nikoli ni varen za otroka. Varenega splava ni. Ker v splavu, zakaj bi nekdo rabil splav, če splav ni nič? Splav vzame otroka. Splav vzame otroka in je smrtno nevaren za otroka. Sterilen in varen splav za žensko, da ona čim manjše posledice nosi, je o tem verjetno se to mi zdaj pogovarjamo, ne? Ampak
ravno to, ne. Jaz sem nedolgo nazaj na eni od oddaj Intelekta poslušala eno gospo, ki se je hvalila s tem, ena ginekologinja, ki je bila pri teh prvih odborih zraven, da so spravili skozi te naše zakone in da imajo zdaj to uzakonjeno. In je še celo se hvalila s tem, da so Slovenci tisti, ki so v svet prinesli to tehniko aspiriranega splava, če sem prav sploh rekla, da se pač posesa ven otroka, ker prej tega ni bilo. Ne. Meni je to bilo šokantna novica, da smo v bistvu Slovenci neki izvozniki tehnike, ki je toliko in toliko in toliko milijonov otrok na svetu vzela. Mene to ne čudi, da imamo mi v Sloveniji en inštitut 8. marec, ker je to zame, ki sem vernica, je to močna informacija. Da imamo mi tako veliko težo duhovno tudi nosimo kot narod. Da smo dobesedno uvozili po svetu to temo. In to, da imamo mi... Ampak gospa Soarež, ne, prizadevanja Nike Kovač in 8. marca javnost v Sloveniji, osrednji mediji dojemajo kot junaško, ne, posveča se ji predvsem medijske pozornosti o tem, da je zelo blizu temu, da zbere 1 milijon podpisov, da bi otroci oziroma da bi ženske prišle do varnega splava. To se vidi, to se sliši in bere pri nas kot dosežek, ne. Ona, ki si prizadeva za to, da bi ženske imele pravico do varnega splava, torej se na nek način s tem lahko tudi pohvali, o tem komentira, o tem jo sprašujejo mediji, zdaj na vas gledajo pa popolnoma drugače, ne. Kako gledate na to? Kaj naj rečem o tem? Mene tudi kot državljanko Slovenije recimo, in kot nekoga, ki svoj prosti čas darujem za to, da ozaveščam ljudi o tem, da je nerojen otrok človek, da si želim ženskam predočiti, da so druge možnosti, boljše možnosti, posvojitev in tako naprej. Mene boli, da pač v naši državi en inštitut dobi toliko ene pozornosti in se vsi o tem pogovarjajo in skratka na polno perejo možgane celi Sloveniji. Pač to lahko priznam, da me boli. Kaj naj pa rečem zdaj o tem njihovem delu? Je pa pač, ja, jaz Govorijo o 20 milijonih žensk, ne, tukaj je ponavadi govor o Poljski, ne, kjer je splav od leta 2020 res rigorozno omejen, da tako rečeva. Se pravi, v državah, kjer je splav omejen, prihaja še vedno do splavov, ampak toliko in tisoče žensk je pa rešenih do življenjske travme, s katero morajo živeti ženske po splavu. In ja, jaz mislim, da ne vem, kaj naj še tukaj komentiram. Jaz mislim, da pač oni čutijo poslanstvo v tem, da prodajajo, da se otroke ubija, jaz pa pač, ali da se jih pač otroki znebi, jaz ne vem. Jaz mislim, da tudi bomo počasi mogli tudi uporabljati prave besede, ker otrok umre pri splavu, a ne. In jaz moram tudi reči, da meni je včasih težko uporabiti to besedo. Ampak dejstvo je to, otrok, če bi mi vedeli, kako se splav naredi, in ravno v tem intervjuju, ki sem ga prej omenila, 2 aborcionistov in 2, ki sta preživeli splav, otrok ne daje nobene anestezije, nič. Otrok čuti bolečino. A se nam zdi to humano? Otrokom tako iglo zapičijo v srce, če je v zadnjem 3-mesečju delajo splav. To boli. Njemu izzovejo srčni infarkt, da srce neha biti. Otročke, pa bom mogoče še to povedala, se mi zdi zelo pomembno. Pri nas v Sloveniji imamo splav do 10. tedna. Nekdo se odloči, da otrok pri 10. tednu je tam nek pravi mejnik, da od takrat naprej se pa to, do takrat se pa to lahko naredi, da do takrat nima nobene vrednosti ta človek. Ena od gospe, ki je bila na tej delavnici, ki so preživele splav,
je bral ravno v tem oknu, časovnem so na njej izvajali splav. In ona je imela, kot že majhna deklica, je imela, se pravi, ona pač splav preživela, naprej živela v svoji družini s svojimi starši. Ona je imela kot majhna deklica stalno nočne more, da nekaj črnega jo bo njo ravno kar zagrabilo. In iz leta v leto, ko je bila pa 15 let stara, je pa to je prišlo do nje in se je zbudila sredi noči, kričala, stekla k staršem v sobo in začela to jokati in ven bruhati to svojo nočno moro. In starša sta prebledela. In sta se gledala in sta rekla, a ji poveva. In sta ji povedala, da so njo pri 10. tednu želeli splaviti. Se pravi, ona ni takrat, je pravi, ja, otrok nič ne ve, on nič ne čuti, on skratka ni nič. Ni res. Ta otrok, ona je na nekem podzavestnem nivoju to nosila s sabo, to težo, da je nekdo dobesedno njo Kako veste, lovil. da je bilo zaradi tega? Ja, ona je to tam povedala. Zdaj, jaz to verjamem. A ne? Jaz ne rečem, da zdaj 10-tedenski otroček je toliko velik. Jaz ne vem, kaj on čuti. Ampak aborcionist in tem intervjuju je povedal, da ko oni delajo amniocentezo, to je ta pregled, ko pogledajo, če je z otrokom, če ima mogoče Downov sindrom ali pa če ima kakšne druge. Otroček, on not iglo porine, on lahko otročka tudi zadane. A ne? In rekel, odskoči. Otrok odskoči. A ne? In mi smo se prej pogovarjali preden smo začeli. Ljudje se ne bi jedli jajca, če ima noter tisti začetek, da se piščanček razvija. Ne? Ker jim je nagravžno. Ja. Ker jim je nagravžno, ja. Človečnosti otročka jim je pa nima veze. Ne? In to, jaz si to želim, da bi postal nepredstavljiv ljudem. A ne? Večina se pa vsi hočejo pogovarjati o tem, bo ga bomo prepovedali, ga nimam. Jaz ga ne morem prepovedati, jaz nimam te moči. Jaz si pa želim o tem govoriti, ker samo če se bomo dovolj o tem pogovarjali in če se bo dovolj velika masa ljudi pogovarjala o tem, imamo mi nekega dne možnost, da se bo kaj spremenilo. Če bomo pa tih, ne bo pa nič. Ampak zaradi ljudi, kot ste vi, ne, in po vsem svetu so, ne, Pohod za življenje poteka po vsem svetu, se tudi druga stvar, vedno bolj goreče bori za splav. Ne. Vedno mi je ostal v spominu prizor znane ameriške pevke Miley Cyrus s torto, ki jo je lizala, ne, in pripisano je bilo abortion is healthcare, oziroma splav je, recimo temu, zdravje, ne, zdravstvena nega. Kako vi to vidite? Kaj ne rečem, jaz se čudim. Dobila je seveda milijone všečkov. Ja. Jaz se čudim vsej ti njihovi izvirnosti, če tako rečem. Cajta imajo tudi dosti, po moje, čist tak preprost odgovor. Verjetno bi si morali priznati, da tudi če splav seveda dovoljujemo, ne, če je zapisano v ustavi, kakorkoli že, da je v vsakem primeru pa težka odločitev in tragedija, ne, na nek način. Ja. Ni ničesar, kar bi bilo tukaj za proslavljati, pravzaprav, ne. Jaz ne morem tukaj mimo tega, da bi prinesla tudi to duhovno plat. Ker jaz druge razlage za te ekstreme ne vidim. Da bi se nekdo šel slikati, da bi nekomu padlo na misel, da bo naredil torto in gor napisal tako bedarijo in se slikal v taki nagravžni pozi. Mislim, kaj mora to iti skozi? Kaj mora biti v glavi tazga človeka? Ali pa da bi nekdo vse sortne bedarije zdaj vidim, ne? Jaz veliko tega moram pogledati, ker pač pride na moje socialno omrežje in včasih mi je zabruhati in ne vem, a bi to sploh delila, pa to, če delim, jaz večino teh stvari sploh ne delim, ker se mi zdi, pa to je toliko noro, da to brez veze, drugi ljudje sploh to gledajo. Ne? Ampak, če tukaj ne bi bilo tega duhovnega boja, jaz mislim, da to je zame satansko delo, da nekdo gre v tak ekstrem. No, če se še malce vrnemo na Poljsko, sva že skoraj pri koncu oddaje, stranka Zakon in pravičnost, pravijo, je padla na Poljskem ravno zaradi omejitev splava, ne, da so ljudje potem zaradi tega želeli spremembe. Ne. Kako gledate na to in po drugi strani, a so bile njihove rešitve primerne? Splav je bil
omejen, ne pa prepovedan. Ne? Se pravi, ženske, ki so bile posiljene, na primer, so se vseeno lahko odločile za splav. Poglejte, to je, tema posilstva je še ena velika tema sama zase. In jaz mislim, da to, kar imamo letos, da imamo preživele ljudi, da želimo znanjati na tej temi. Jaz sem prepričana, da bomo enkrat pripeljali tudi ljudi, ki so pa bili spočeti v posilstvu. In smo jih tudi letos v Washingtonu srečali, tudi njihovo organizacijo, ker tudi jih je veliko in tudi o njih se. Kajti na začetku te debate ste govorili, da je nekaj najlepšega, kar levičarji želijo uničiti, ljubezen med moškim in žensko, iz katere nastane otrok. Ja. Posilstvo ni ljubezen med moškim in žensko. Ja, to je dejstvo. In zakaj Bog dopusti, da pridejo tudi te otroci na svet, jaz tega odgovora nimam. Vem pa, da so oni tudi ljudje. To pa vem. In vem, da to, kako je nekdo bil spočet, v kakšnem okoliščinah je bil nekdo spočet, ne vpliva na človečnost tega človeka. Z gospoda, ki sem ga srečala, on ima zdaj družino, on ima naprej svoje otroke, on ima ljubeč odnos s svojo ženo. A je on nevreden živeti? A je Poljska prav naredila ali ni? A ne? To so teme, ki jih ne morem v enem kratkem odgovoru odgovoriti. Si pa želim, da bi se o tem pogovarjali, in jaz bi bila zelo srečna, če bi imeli v Sloveniji tak zakon, da bi bilo samo v primeru posilstva, če tako zaključim. Ker bi bilo toliko manj splavov. Ker bi bilo 99% manj splavov. In mislim, da je ta številka dovolj pove. Kaj bo sporočilo Pohoda za življenje ta teden? A ga lahko izkoristite tudi, ne vem, da nagovorite ljudi, ki se ne strinjajo z vami, ki si želijo, da bi imeli možnost do splava, ki jo imamo, ne vem, da vam vseeno prisluhnejo. Vi vendarle pravite, da pa so ženske, ki si tekom vašega prizadevanja, pogovorov z vami potem premislijo in otrok obdržijo, da tudi na tem delate. Ne? Konec koncev to pa je plemenito poslanstvo, ne, če se pogovarjate z ženskami, da obstaja druga možnost. Ja, in jaz ravno tukaj v tem delu tega gospoda Antonija, ki ga bomo lahko spoznali na pohodu, vidim eno lepoto, ker on ne samo, da pomaga tem otrokom, ampak tudi pomaga nosečnicam, ki pridejo v stisko, krizo, in jih povabi, da pogledajo te otroke, in one vidijo prizadete otroke, in tisti otrok, en ima res neverjetno zgodbo, je brez možganov, eden od teh otrok je brez možganov, ker je v bistvu medicinski čudež, da on sploh živi. On ima tazga otroka med njimi. In ta otrok, ki tam ni nič od njega, če tako rečeš, je, bi reklo, z našimi zdravimi od nas, ki smo popolni, a ne, če se malo pohecam, iz našega pogleda en zavržen life, ne, ki nima on tam cel dnevne postli, nima nobene, nič ne ve, ne sliši, ne ve, skratka, rastlinca. Ampak je bilo že več žensk, ki so se s tem fantom žon srečale. On jih je sam pobožal po trebuščku, so začele jokati, so tekli potoki in so obdržali otroka. Kakšno poslanstvo ima ta človek, ki je iz našega vidika nič vreden, da zaradi njega živijo zdaj drugi otroci. Meni je to tak čudež in sem res vesela teh zgodb in si želim, to mi je bilo zelo lepo, no, kar ste rekel, da bi prišli skupaj tudi z drugo stranjo. Jaz si to zelo želim, ne, in ne vem, ne, iščemo poti, kako bi to naredili, ampak jaz si želim, da bi njihove zgodbe ljudje slišali, in tudi včeraj je bil taka lepa priložnost na Kongresnem trgu, ko smo jih imeli, so se ljudje ustavili in so prisluhnili. In se mi zdi, da se v vsakem srcu kakšno seme poseje in potem pa pustimo to, da raste vsak po svojem. Torej, zakaj naj ljudje še pridejo na pohod v soboto? Jaz mislim, da je zelo pomembno, kljub samo je zelo pomembno, da nas je veliko, ker še vedno živimo v takem času, da če pripeljemo množico, imamo potem možnost, da kaj več povemo. In meni se zdi pomembno iz tega vidika, iz druge strani pa tudi to zelo poudarjam in želim tudi to postaviti v spredje.
da je v prvi vrsti mi pohod za življenje organiziramo zaradi svojih otrok. Jaz to delam zaradi svojih lastnih otrok, ker jaz si ne želim, da bi moji otroci enkrat bili na drugi strani. In se mi zdi vredno mojega truda in mojega časa, da jih pripeljem iz leta v leto in da bodo s tem rasli gor. Gospa Urša Cankar Soareš, ne glede na to, ali mislimo enako ali pa drugače kot vi, dali pa ste mislici, hvala, ker ste bili naša gostja. Hvala za iskrenost in za lep govor. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost in se vidimo prihodnji teden.